Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom govorila o tem, kako narediti korak naprej, ko veš nekje globoko v sebi, da je nekaj več za tebe in si nekje, kjer pač si. Se pravi, ko na en način prerastemo neke odnose, lončke, v katere smo presajeni, ali pa ko vemo, da smo mogoče majčkeno drugačni in ko nas ljudje želijo pač stlačiti nazaj v nek kalup, nas hočejo prepričati, da je z nami nekaj močno narobe, ker ti si taka in taka in taka, ker tebi to fali, ker drugo fali, ker ko bi bila ti majčkeno bolj normalna, potem bi vse šlo kot po maslu. In tako, ker si pa taka in po večini ti ljudje razložijo, da si v osnovi eno od najslabših ljudi na tem planetu, potem pa nemogoče, da so taki odnosi, da bi bili boljši odnosi, ker pač ti vedno se pokvariš. In zdaj ti odnosi se lahko zgodijo, da ste v službi na ta način, da ste v partnerskem odnosu, da ste v nekih odnosih, ni pomembno, lahko so to tudi neki sorodstveni ali pa v glavnem neki odnosi bližji. In danes smo imeli s hčerko debato o tem, kaj narediti takrat, ko ti nekdo pošlje žarjavico, žogo, ognjeno, ali pa ti poda neko vedro, žareče vedro, v katerem je naloženo vse, kakšen si ti in kaj zdaj s tem narediti. Ker na koncu koncev, ko ti nekdo reče, ti si taka, in ko ti razlaga z vso strastjo in dejansko argumenti razloži, ko bi bila ti drugačna, bi stvari šle, dejansko normalen človek se vpraša, kaj moram spremeniti. Sploh mi, ki delamo na osebni rasti, normalno, da pridemo do točke, ko rečemo, v redu, se bom spremenila. Ker edino stvar, kar lahko spremenim, sem jaz. Sebe lahko spremenjam. Ampak, in zdaj tukaj bomo prišli na ta ampak. Kdaj je pa čas, da enostavno rečete, ne morem se spreminjati zato, da bom tebi ugajala. Se pravi, ne morem se pomanjšati, tako pomanjšati, da se boš ti, ki ne rasteš in ne delaš na svoji osebni rasti, ob meni počutil ali pa počutila dobro. Ker ponavadi, poglejte, ljudje, ki imajo neke vzorce za predelati, ki so povezani s korensko čakro. Se pravi, korenska čakra vpliva na to, kdo jaz sem. In če ima nekdo mnenje, da ni zadosti, da ima v bistvu to prvo čakro povsem naluknjeno, dejansko si ne upa narediti premike, mogoče se mu zdijo te vaše nore ideje čist brezvezne, ker ti spet nekaj govoriš, v osnovi vas pa ne razumejo. In zdaj, kaj narediti v tem primeru? V tem primeru pojdimo na živalski svet. Zgodbo o levu, ki so ga vzgajale ovce, poznate. To je na Ošutovih kartah, vam bom približala, da boste boljše videli. V glavnem, lev, ki je bil med ovcami. In to je stara zenovska povest. In vzgajale so ga ovce in ta lev se je trudil, da je bil popolna ovca. On je blejal, ko so ovce bekale, on je tako se trudil biti ovca. Mulil je travo, delal je vse, kar delajo ovce. Ovce vemo, da delajo močno nagonsko. In zdaj, če ste imeli opravka z ovcami, veste, če ovca, ta prva vodnica, gre po svoje, cela čreda gre za njo. Jo ne ustaviš, enostavno vse gre za njo. In zato mi smo imeli doma včasih ovčke, veste, ko sem bila majhna, smo imeli ovčke in smo jih pasali in je bilo zanimivo, ta stara vodnica, ona se je odločila, da sosedova trava je bolj zelena. In je ona enostavno je zašla na travo od zgornjega soseda ali spodnjemu sosedu, ampak vedno smo jih nekako usmerjali, da ne k temu sosedu, v glavnem, da je tudi naša trava dobra. In mogoče, glejte, ko nas nekdo šofira po svoje in mi želimo biti v tem tropu in ustrezati tem tropu in slediti, mogoče pride do točke, kot v tej povesti,
ko so levi plenili ovce. In levi najdejo tega leva med ovcami in ta lev se je ustrašil, tako kot vse ovce, ker so bile napadene. In eno teh levov, napadalcev, odpelje tega leva, ki je mislil, da je ovca k potoku, in ga postavi pred potok oziroma pred jezero in pogleda ta lev ovca svojo podobo in v bistvu takrat sprevidi, da je v bistvu on lev, da sploh ni to, kar je mislil, da je. No, druga zgodba je pa, zdaj tale mi je fajn ušel, se mogoče smejete, ne? Druga zgodba sem jo pa prebrala oziroma stavek je v knjigi Skrivnost milijonarjevega uma. V glavnem avtor te knjige govori o tem, da kako stavek, ki noter, ki mi je bil tako, ne vem, izpisala sem si ga očitno takrat, ko sem jo brala, sem napisala: če plavate z racami, ne morete leteti z orli. No, zdaj pa druga stvar je. Mogoče vi plavate med racami, pa da se razumemo, nič ni narobe z racami. Race so čist krasne, race letajo v jatah, race imajo svoja pravila in je super. In mogoče imate občutek, da pa vi s svojimi idejami, pa svojim, vse niste raca. In te race vas obdolžijo. Jo, ti imaš napačen vrat, ti se drugače držiš, ti se napačno obnašaš, ti se napačno, vedno je nekaj s tabo narobe, ko ti to race razlagajo, kakšna bi mogla biti, da bi pasala med race. Ampak mogoče pa ti ne veš, mogoče pa nisi raca. Lahko, da si orel, lahko, da si labod, sploh ni pomembno. Nenazadnje zgodba o grdem račku veliko pove, ne? Ker so tega laboda, pač so ga zbadali, da kakšen je in ni pasal med tiste račke in je imel prevelike plavutke in ni pravilno hodil in potem je zrasel, ko se je omaknil stran od vseh tistih rac, ki so ga zaničevale in je bil sam, na koncu je spoznal, da sploh ni raca. No, in če se vam dogaja, da plavate med racami in da vam vedno znova ti race razlagajo, kako je z vami nekaj narobe in da kako vi ne pašete noter med race, ja, je mogoče prav, da se malo osamite in kakšen korak naredite po svoje in da tam v samoti spoznate, kdo pa sploh ste, kakšen je vaš talent. A ste mogoče celo življenje želeli nekomu ugajati, zato da bo nekdo rekel: dobra raca si, zelo dobro ti gre tole, kva, dobro ti gre. Mogoče pa sploh nisi raca. Glejte, in ta grdi raček je rabil samoto in v samoti se je razvil in v samoti nenazadnje postal labod in je potem se pridružil svoji jati. No, zdaj pa pojdimo na družine. Včasih pademo v družino, kamor biti mislite, da jaz sem ne pašem, nekako ne ustrezam tej družini. Ali pa v podjetju, tako se trudite biti ustrežljivi, delate več, delate nadpovprečno in tiste race, zdaj, če bo kakšna raca užaljena, nisem mislila nanjo, ampak pomeni, da sem pritisnila na neko točko, ki je odreagirala in se reče: tale minka je butasta, pa gre naprej. V redu je, tudi če je taka reakcija, jaz nisem kriva, da nekdo odreagira, ker razlagam samo resnice. Se pravi, če ste vi v vaši službi in imate občutek, da ti race okrog vas vam razlagajo, kako niste dovolj, kako bi mogli biti drugače, kako... In vi se trudite in imate mogoče višjo izobrazbo kot vse tiste race in imate več, prispevate in še kar niste dovolj, mogoče predelujete nekaj po družinskem deblu, kar je povezano s tem: nisem dovolj. In mogoče že program vaše mame je že povezan s tem, da mogoče bila pa tudi vaša mama veliko več, kot je mislila, da je, in se je vdala v sodo in enostavno sklonila glavo, ker to se spodobi, vsako nedeljo se gre k maši, družina mora ostati skupaj, mora biti to, mora biti to, mora biti to. In kaj bojo pa rekli sosedi, če jaz naredim nekaj po svoje? To je pa ne več. Kaj bojo rekli sosedi? Verjemite mi,
Sosedi vedno govorijo. Če naredite tako, bojo govorili, če naredite drugače, bojo govorili, sosedi bojo vedno govorili. Predvsem tisti, ki imajo preveč, zdaj dajte sami ta preveč svojega dreka za prekidati in je bolj varen se ukvarjati z vami, ker njihovega dreka je tako ali tako preveč. In ko bi začeli to brskati, bi res smrdeli. In je bolj varno, pusti tam. Ne dotikaj se tega, ampak poglej to sosedo, kakšna je. In tako naprej. A ne? Tako da moramo razumeti, da ljudje, ki imajo največ za povedati, imajo svojih bolečin tako ali tako ogromno. No, zdaj pa kaj narediti v tem primeru? Ko vas nekdo obdolži, ti si taka, pa taka, pa bi to morala drugače, pa nisi tega naredila, pa bi morala to. Eno stvar, da moramo razumeti, da vsi ti ljudje so naši osebni čustveni trenerji. In ti osebni čustveni trenerji so dejansko nas kalijo. Vemo, kako nastane jeklo. Jeklo je v bistvu železo. Železo ga najprej močno segrejejo na 1000 stopinj, na 800 000 stopinj, potem, ko žari to železo, ga udarjajo, se pravi, fizični pritisk je na to železo razgreto in potem ga dajo v mrzlo vodo. In temu se reče proces kalenja. In v glavnem potem ga ponovno dajo segrevati, ponovno obdelujejo in ponovno potopijo. In če imate vi občutek v vašem življenju, da se to dogaja, da greste iz ene drame v drugo in tako naprej, pomeni, da se kalite. Ampak ko boste pa vi postali, ko boste zgradili ta trden notranji steber, ko boste to naredili, postanete tako močni, da ne da boste rušili vse okrog vas, ampak enostavno, ko nekdo govori, ti si taka, nisi zadost pametna raca, bi morala na ta način gagati, da boš pasala k nam. Enostavno lahko rečeš, hvala, ampak vem, da mene čaka nekaj boljšega. Ker ste se skalili in veste, da kamorkoli boste prišli, boste stali. Ker boste toliko zakrpali prvo čakro, ker boste tako zgradili to samovrednost, da vas nič več na tem svetu ne bo mogel podreti. In verjemite mi, vsaka šola je ta prava. Vsaka. In če se nekdo okrog vas počuti zaradi tega, ker vi sijete, sem spet rekla, tako kot mislim, kot piece of shit, to je njegov problem, če je pač ta shit. To ni vaš problem. Vi se učite skozi šole. Tako da danes res mogoče mečkan govorim, ker bi vedno mogli biti pi, ampak dejansko govorim tako, kot da bi govorila z mojo hčerko za mizo. Dejansko govorim tako, kot se mi doma pogovarjamo, ker eno stvar, vsak izmed nas ima vse toliko talentov, pa toliko unikatnosti. In zakaj bi se mogli truditi, da smo nekje nekomu všečni, ker lejte, če nismo nekomu všeč, je to problem. Pač, ko mi sijemo svojo svetlobo, je tako, pač si s tistimi, ki te podpirajo in tisti, ki vas rušijo, vam želijo samo to povedati, mogoče je pa čas, da greš naprej. Mogoče je pa čas, da ti račka spoznaš, da mogoče si pa mogočen oro in da je čas, da razprostreš krila in da poletiš. In ja, kmalu vam bom povedala, jaz bom nekam odletela. Blizu, da mislim, da je to daleč. A vam še kakšno pozitivno sporočilo povem. Kakšno pozitivno sporočilo je povezano s tem, da vidimo za vse tiste svetle duše, ki delate premike, in naj bo zdajle povabilo za vse tiste, ki želite moje osebno mentorstvo pri vaših premikih. Pripravljam šolo samoozdravljenja in zavestnega ustvarjanja. Ta šola bo trajala 9 mesecev, se pravi v bistvu vsega skupaj 1 leto, in v tem času bomo dejansko predelali vse po čakrah, vas bom vse naučila, kar morate vedeti o čakrah. Imeli boste moje osebno mentorstvo. Odločila sem se, da takrat, ko bo potreba potem, da se naredi neko v živo srečanje, drugače bo to potekalo po internetu,
se bom fizično prestavila, ne vem, v Novo mesto in bom tam naredila delavnico za tiste, ki so iz Novega mesta, in potem bom drugo delavnico naredila recimo v Murski Soboti, isto za vse tiste, ki so iz druga konca Slovenije. Ker pač, lažje je meni priti na drug konc Slovenije, kot vsem vam na eno točko. No pa da zdaj vidimo še neko sporočilo. Se pravi, tisto, karta politika je vam prišla. Tisto, kar vas omejuje, je, da mogoče vi igrate sami sabo politiko in se želite prepričati, da je tako že v redu, ampak v osnovi ste sami do sebe hinavski, ker se čutite, da se morate prilagoditi, da boste dobro plavali s temi racami, ali pa da boste dobro znali bekati kot vse ovce, da se reče blejata. In druga stvar, ta vaš notranji konflikt vam povzroča kronični stres. In ta kronični stres vas vodi do tega, da ste izžeti, zato ker ne morete živeti svoje resnice. In čas je, da se zaljubite v svojo samopodobo. Da postanete tako polni sami sebe, da boste od te polnosti lahko komu dali nekaj, ker vam bo tako ostajalo. In to, večkrat sem že rekla, Oprah poslušam in Oprah pravi v eni od svojih oddaj, ne so rekli, ko je začela rast uspevati in so ji rekli, pa ti si toliko polna sama sebe. In potem je sprevidela, da ona ljudem ne more pomagati s tem, da bo postala ena od njih, tam kjer je bila, ena od revežev, da s tem ne bo nič naredila, da ona je tako polna sama sebe, da je tako kot čaša, ki prekipeva od vsega in od tega, kar ima, ona lahko razdaja. Zato zaljubiti je treba v sebe, v to svojo novo podobo, da najprej spoznaš, kdo si. Če so ti že celo življenje govorili, ti nisi to, nisi v redu, nisi to, kako sploh veš, kdo si? In da ti nekdo iskreno pove, kdo ti si. In da ugotoviš ti, kdo si. No, to vas bom učila v tem času. In jaz sem prepričana, da preko moje šole boste zgradili tako močno ta notranji steber, da boste popolnoma opremljeni za delati premike. Zdaj pa ta premik je lahko svoj posel, lahko je, v glavnem gre se za to, da narediš toliko notranje nadgradnje, da si upaš slediti temu, kar ti si. In ko si upaš temu slediti, potem ti življenje daje vse, kar ti daješ, vse, kar ti si življenju, potem življenje daje vse, kar ima tebi nazaj. Pač zakon setve in žetve. In prišla je karta, nova moč, prehod v novo dobo, zavedam se lastne moči, prepuščam se božanskemu vodstvu. In zdravljenje nad angel Rafael, čas je, da ozdravite. Prosim te za zdravljenje, pripravljena sem ozdraviti. In naslednja je, jaz vem. Poznam resnico, ker jaz sem resnica. In to je karta jasnost in tukaj vam bom pomagala. Ko boste vi vedeli točno, kdo vi ste, kakšen je vaš potencial, da vas bom naučila orodja, ki vas bojo pripeljali do tega, ker lahko imaš najboljši produkt na tem svetu in če ga ne znaš spraviti med ljudi, ti tudi nič ne pomaga, dejansko, da vas bom naučila, kako to svoje, kar vi ste, spraviti v življenje. In ne nazadnje, meni to uspeva in sem prepričana, da to, kar sem se jaz naučila v življenju, lahko tudi učim naprej. Tako da uživajte in vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi, ampak res radi. Ker verjemite mi, da taki kot ste popolna kreacija Božjega. Ste popolna kreacija vaše duše. Taki kot ste vredni, ste pametni, zaželeni, sposobni in če so vam vse to navlekli, kar vi niste, to je samo balast, ki se ga je treba otresti, da vidite, kdo vi ste. No, to je to. Tukaj se začne vaš notranji preporod in boste videli, kaj se bo zgodilo. Jaz sem prepričana, da se bo zgodilo veliko. Tako da uživajte in vse dobro vam želim, predvsem pa
sebe danes, objemite in si povejte, rada te imam, ponosna sem na te. Glejte, lahko si rečete, zaljubljena sem vate. Ker to, kot sam sebi rečeš, ljubim te, ti si nepomnovljiva, ti si čisti unikat. Vaše celice vas slišijo, to, kar vi govorite vašim celicam. Verjemite mi, vaše celice se bodo odzvale na pesem vaše duše. Uživajte in vse dobro vam želim.